Ugotovitev, da lahko domovi za starejše dodatno plačljive storitve vrednotijo po lastni oceni in da mednje lahko uvrstijo tudi tako kratkotrajno in samoumevno storitev, kot je pomoč pri nameščanju slušnega aparata, je že sprožila javne razprave o upravičenosti tovrstnega zaračunavanja in sistemskem poenotenju. Na več državnih organov je svoj poziv naslovil tudi Boris Horvat, podpredsednik Zveze društev gluhih in naglušnih Slovenije in vodja tamkajšnjega odbora naglušnih. Jaz sem tudi sam uporabnik slušnega aparata in meni je to grozljivo, da se take zadeve zaračunavajo. Ne morem se predstavljati, da bi bil jaz v domu upokojencev, se ne bi mogel namestiti slušnega aparata in da bi mogel to plačati 1 evro. Mislim, tudi v tem pravilniku je postavljena cena 1 evro za namestitev, dejstvo pa je, da je ta namestitev vsakodnevna ali pa po potrebi lahko tudi večkrat na dan. In to ljudem zaračunavati, mislim, da tudi ni nekako v skladu s to mednarodno konvencijo o pravicah invalidov, kjer nekako piše, da se pomoč invalidu ne bi smela zaračunavati, ampak je to čisto neka človekoljubna prostovoljna pomoč. Boris Horvat se je obrnil na zastopnico pacientovih pravic Nacionalnega inštituta za javno zdravje Mojco Mahkota, ki meni, da bi ta storitev morala biti vključena v storitve, ki jih dom nudi oskrbovancem v okviru mesečnega plačila. Dodala je, da cena nameščanja slušnih aparatov v domovih za starejše presega pristojnosti zastopnika pacientovih pravic. Cene oskrbe v domovih namreč sprejemajo pristojni organi domov in so oblikovane v skladu s predpisano metodologijo, soglasje k cenam pa mora dati Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Z ministrstva so nam v pisnem odgovoru sporočili, da, navajam, imajo na podlagi veljavnega pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno-varstvenih storitev izvajalci institucionalnega varstva starejših možnost zaračunavanja dodatnih storitev, ter da gre za dodaten obseg oskrbe, ki ni predmet standardnega obsega posamezne kategorije oskrbe, v katero je razvrščen uporabnik in ga je možno izračunati na podlagi izkazanih in dokumentiranih dodatnih stroškov, ki nastajajo v zvezi z opravljanjem teh storitev, pod pogojem, da se uporabnik zanje odloči prostovoljno, ter da so opredeljene v dogovoru o trajanju, vrsti in načinu zagotavljanja storitve institucionalnega varstva. Pod navedenimi pogoji je nameščanje slušnega aparata ter ortopedskih pripomočkov možno zaračunati samo uporabnikom storitve institucionalnega varstva starejših, ki so razvrščeni v kategorijo oskrbe 1. Navedena kategorija oskrbe je namreč namenjena osebam, ki zaradi starosti ali drugih razlogov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje in potrebujejo manjši obseg neposredne osebne pomoči. Posameznikom, ki so razvrščeni v oskrbo 1 in se jim glede na njihove potrebe nudi tudi storitev namestitve slušnega aparata ter morebitne druge dodatne storitve, ki niso predmet navedene kategorije, se lahko dodatna storitev zaračuna, pri čemer lahko zaračunana cena storitve ne presega cene oskrbe 2. Meni se absurdno zdi, da določeni domovi to postavljajo sami ene pravilnike in tudi sami zaračunavajo. Jaz pričakujem od države oziroma od konkretnega ministrstva, da odigra svojo vlogo in postavi jasna pravila in navodila, kaj je plačljivo, kaj pa ne sodi v plačljive storitve. Mislim, absurdno je, da se neke take zadeve, da teh dodatnih doplačil je vedno več. Plus tega je še tako se je oskrba podražila in že tako je znano, da osebe z izgubo sluha nimajo ne visoke izobrazbe, nimajo dobrih služb in posledično tudi nizke pokojnine. Zdaj so pa padli še v to,
doplačevanje, kar je za marsikoga grozljivo, ker človek brez slušnega aparata je odrezan od vsega, kar se dogaja okoli njega, ne ve, kaj ga sprašujejo, ne ve, kaj se dogaja v njegovem socialnem okolju. Posledično je to še večja samoizolacija ali pa še kakšne hujše zadeve. V domovih upokojencev, ker bi morali ljudje nekako polno živeti, polno biti vključeni, pač to je tretje življenjsko obdobje, ne pa da so nekako osamljeni in zapuščeni, ker nimajo enega evra na dan, da bi lahko uporabljali slušnega aparata. Izvajanje storitev v domovih za starejše je financirano iz dveh virov. Prvi vir so lastna sredstva uporabnikov institucionalnega varstva za osnovno in socialno oskrbo. Metodologija kategorizacije storitev in izračuna cen oskrbe in pa metodologija kadrovskega normativa na področju osnovne in socialne oskrbe sta v pristojnosti Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Drugi vir so prihodki iz obveznega zdravstvenega zavarovanja za zdravstvene storitve, ki se izvajajo v teh domovih. Zanje je pristojno Ministrstvo za zdravje. Domovi namreč lahko poleg storitev osnovne in socialne oskrbe skladno s predpisi izvajajo zdravstveno nego in rehabilitacijo kot del osnovne zdravstvene dejavnosti in metodologija teh storitev je, za razliko od prej omenjene, jasna. Na Ministrstvu za zdravje, kamor je bila pristojnost za pripravo krovnega zakona o dolgotrajni oskrbi prenesena leta 2016 in zaradi česar je bil leta 2017 ustanovljen Direktorat za dolgotrajno oskrbo, pripravljajo novi predlog tega zakona. Njegov namen pa je prav to, da bi, navajam, povezal storitve zdravstva in socialnega varstva ter zagotovil višji obseg financiranja iz javnih virov, kar bo pozitivno vplivalo tudi na problematiko, na katero opozarjate. V prid uporabnikom slušnih aparatov je, da bodo obstoječa razhajanja in vrzeli kmalu odpravljene in da bo Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti v dogledni prihodnosti določilo omenjene normative. Kot je v javnem pismu še zapisal Boris Horvat, ekonomska računica kaj hitro pokaže, koliko lahko 1 evro prinese v 8 urah in koliko na mesec. Ob tem dobička željnem preračunavanju pa je zagotovo zelo pomemben faktor tudi statistično dokazano dejstvo, da se polovica starostnikov sooča z izgubo sluha in so potencialni uporabniki slušnih aparatov.